Policisti skritih meritev ne izvajamo. Policisti izvajajo meritve z asistenco, se pravi, ko en policist meri hitrost, drugi policisti pa kasneje voznika ustavijo in izvedejo z njim postopek. Drugo so pa postopki oziroma meritve hitrosti brez asistence, kjer se postopek izvede naknadno. To je laserski merilnik hitrosti, TrueCam, katerega uporabljamo za meritve hitrosti in merjenje varnostne razdalje med vozili. Ta nastavek tukaj zraven je naprava za nočno merjenje hitrosti oziroma varnostne razdalje. Drugače bistvena razlika med to napravo pa med tisto tukaj zadaj, pa je, da ta naprava naredi fotografijo, laserski merilnik hitrosti pa naredi video zapis prekrška. Na območju policijske uprave Maribor za potrebe izvajanja meritev hitrosti policisti uporabljajo 23 ročnih laserskih merilnikov hitrosti. To so laserski merilniki znamke ProLaser 4 in pa TreffiPatrol XR. Uporabljamo tudi 3 ročne laserske merilnike znamke TrueCam, ki imajo možnost video dokumentiranja kršitev, ravno zaradi možnosti naknadne obravnave kršitev. Uporabljamo še 3 doplerske merilnike hitrosti Multiradar CD in pa C, ki so vgrajeni v vozilih, in pa 2 videonadzorna sistema ProVida 2000, ki sta ravno tako vgrajena v službena vozila. To pa je radarska naprava za opravljanje meritev hitrosti. V prtljažnem delu prostora je ta fotoaparat. Spredaj, naprej pri vozniku, pa je ročna krmilna enota za delovanje tega merilnika. Torej policist med merjenjem sedi v vozilu? Tako. Merilnik pa meri meritve sam. Vsako vozilo izmeri hitrost. Tista, katera je prekoračitev, zabeleži kot prekoračeno. To pa je bliskavica, katero uporabljamo pri meritvah po noči zaradi izostritve registrske tablice. Merjenje hitrosti brez asistence, ali je s tem načinom merjenja za vas policiste kaj manj fizičnega dela, manj pisanja odločb, se kakorkoli olajša vaše delo? Moram reči, da obratno, za te meritve, ki so opravljene brez asistence, dejansko sledi temu več pisnega dela v policijski enoti, ker je potrebno v primeru, da gre za vozilo, ki je last pravne osebe, najprej poslati obvestilo temu lastniku, da nam posredujejo podatke, kdo je v tem času vozilo vozil. Potem, ko dobimo te podatke, se pošlje domnevnemu vozniku še obvestilo, da se izjasni o tem prekršku, in ko dobimo odgovor od tega voznika, se mu izdela odločba, ki se mu vroči v skladu z zakonom. To je ročna krmilna enota za upravljanje meritev hitrosti, katero si policist nastavi pa prižge sam. Omogoča nastavitve lokacije meritve in omejitev hitrosti na tisti lokaciji. Ta naprava omogoča merjenje več pasov hkrati, tako recimo meritve na avtocesti, ko sta 2 pasa za vožnjo v eno smer. Omogoča pa tudi merjenje prihajajočih in odhajajočih vozil. Torej pred vsake, ko izberete lokacijo, je potrebno te vse nastavitve nastaviti? Vse nastavitve upraviti, razdalja pasov in koliko je omejitev hitrosti na tisti lokaciji. Vozilo mora biti izpostavljeno vzporedno z cesto, da lahko radar upravlja meritve hitrosti. V nasprotnem primeru jih niti ne more, ker kamera ni obrnjena. Na tej napravi se hranijo posnetki 30 dni, drugače pa se prenesejo na strežnik na računalniku in tam se... In od tam jih potem dobijo kršitelji. Tako. Prekoračitev, ura in lokacija kršitve, označeno je tudi, na katerem pasu je kršitelj vozil. Prednosti tega postopka so predvsem v tem, da lahko te meritve izvajamo tam, kjer ni mogoče varno izvesti postopka, tako za policiste kot za same voznike. Se pravi, na mestih, kjer je gostota prometa visoka, kjer so zelo visoke hitrosti in bi s tem ogrožali, če bi izvajali meritve z asistenco, kot že rečeno, tako policiste, kot tudi same voznike, ki bi jih imeli v postopku.